Lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiu EF. Tokrat je z nami profesor Robert Kaše, tema pa Evropska direktiva o preglednosti plačil. Dober dan. Dober dan. Ta direktiva naj bi med drugim pomagala odpraviti plačno vrzel med spoloma v Evropski uniji. Kako velika težava je ta vrzel? Ta težava oziroma ta vrzel je odvisna, kako jo pogledamo, na katerem nivoju jo pogledamo. Če pogledamo na evropskem nivoju, je ta vrzel tam nekje nad 10%. V Sloveniji po zadnjih podatkih SURS-a je vrzel manjša, tam nekje okrog 3%. Seveda pa to ne pomeni, da na posameznih dejavnostih oziroma na posameznih sektorjih te razlike niso večje. Tako da tudi v Sloveniji imamo določene dejavnosti, kjer je ta vrzel tudi nad 20%, seveda v pozitivno smer in pa tudi nad 10% v negativno smer. Tako da razlike so tudi med sektorji, seveda pa potem tudi na nivoju posameznika, če se posameznik počuti diskriminiran oziroma posameznica počuti diskriminirano, je to ravno tako problematično, tudi če so povprečja v redu. Posamezniki se počuti diskriminirano, drugače reagira v svojem delovnem okolju, je drugače motiviran, tako da samo številke nam tukaj ne povedo vsega. Če bi pa pogledali samo številko, za 3% bi Slovenija rekla, da je Slovenija popolnoma ok, kar se tega tiče. Podjetjem z več kot 250 zaposlenimi direktiva nalaga tudi obvezno poročanje o razliki v plačilu med spoloma. Gre po vašem mnenju za učinkovit ukrep ali le spet neko dodatno administrativno breme? Če so bolj natančna, tudi podjetja oziroma organizacije, ki imajo nad 100, bodo tudi poročale, samo frekvenca bo majčkeno manj intenzivna, se pravi, bodo poročali na več let. Kar se pa poročanja tiče, samo poročanje po sebi ne prinaša nekih zelo velikih koristi. Bolj so pomembni signali in pa v bistvu dinamiko, ki jih to poročanje sproži. Gre za to, da v bistvu sproži diskusije o plačah, ali so te plače, ali so plačni modeli, plačni sistemi v organizaciji postavljeni pravično. In tukaj vidim tisto največjo korist, tako da se lahko potem ti sistemi tudi spreminjajo, izboljšujejo na boljše. Samo poročanje je pa kar problematično, zaradi tega, ker te vrzeli so primerljive samo z zelo podobnimi organizacijami v isti dejavnosti, medtem ko pa greste preko dejavnosti, preko različnih organizacij, pa ta primerljivost veliko težja in tudi interpretacija, kaj neka vrzel pomeni, je za nekega zunanjega opazovalca potem veliko težja. Tako da jaz vidim korist predvsem v tem, da se nekje zbirajo te podatki, da nekdo ve, da nekaj odda, kar je kredibilno, in pa po drugi strani, da sprožajo to diskusijo o plačah in pa o plačnih modelih v organizacijah in potem posledično lahko sledi neko izboljševanje. Delodajalske organizacije obvezni javni objavi začetnega plačila ali plačnega razpona v oglasu za delo nasprotujejo, češ da gre za nedopusten poseg v poslovno politiko, vpliva tudi na pogajalsko izhodišče. Kaj pa menite vi? No, moje mnenje je, da dejansko v primerjavi z poročanjem, ki je še vedno zelo administrativno zahteven proces. Sicer smo ga tudi v tem projektu Payday, kjer sodelujemo, smo pripravili orodja, ki bo podjetjem omogočala, da bojo lažje se tega lotili, tako da ne bojo imeli toliko težav. Ampak kar se pa tiče samega ukrepa pri oglaševanju delovnih mest, da se tam objavi izhodiščna plača ali pa razpon, se pa meni ta ukrep dejansko zdi eden najboljših znotraj tega in najbolj učinkovit, zato ker relativno z nizkimi obremenitvami, administrativnimi obremenitvami doseže podobne namene. In to, da imamo neka izhodiščne plače navedene, tudi javno, ker tukaj imamo tudi dve možnosti. Ena je, da se to naredi javno ob oglasu, druga pa pred samim intervjujem oziroma izbornim postopkom. Se meni zdi, da to vpliva na boljšo učinkovitost trga dela in to ne vidim kot neko oviro, prej kot možnost, da so ta pogajanja bolj učinkovita, bolj informirana. Še vedno je tukaj polje za dogovarjanje. Če pa tega polja za dogovarjanje ni, potem si pa vsi privarčujemo nekaj časa, če že vnaprej vemo, da v bistvu ne bomo prišli skupaj pri plačilih. Tako da meni se ta dejansko ukrep zdi eden izmed najboljših in glede na tudi situacijo v Sloveniji, ker informacije o plačah niso tako mogoče zelo točni, kot so v nekaterih večjih trgih, se mi zdi, da je to dejansko lahko prinese precej pozitivne rezultate. Delodajalske organizacije tudi menijo, da bi morali direktivo implementirati zgolj v minimalnih okvirih, medtem ko sindikalna stran poziva, da bi bilo treba v nacionalni zakonodaji zagotoviti še nekoliko višje standarde. Kakšno je vaše mnenje? Ja, tukaj so seveda pozicije nasprotne, oziroma nasprotujoče.
Meni se zdi, da moramo tukaj vzeti malo širši kontekst v vidik oziroma obzir. Če pogledamo, kaj se dogaja glede same uveljavitve te direktive po evropskih državah, vidimo, da mogoče bo samo peščica držav dejansko prišla do tega, da bo do roka implementirala to direktivo. In še tiste, ki so zdaj najbližje temu, so zdaj, ko so videli, koliko drugih se zelo obotavljajo, začeli razmišljati, da mogoče tega ne bi storili. In seveda, verjetno so kakšni razlogi za to, zakaj se tako počasi k temu pristopa. Moje mnenje je, da je direktiva že sama po sebi zelo kompleksna, da ima veliko detajlov, podrobnosti, ki so v bistvu za samo implementacijo in potem tudi za življenje te direktive precej zahtevni. In zaradi tega ne menim, da bi bilo treba še kaj blazno zaostrovati ali povečevati te zahteve, ki jih direktiva ima v nacionalni zakonodaji. Mislim, da že če bo ta zadeva implementirana, bo že to kar zanimiv dosežek z vidika evropskih pogajalcev, ki so to direktivo izpogajali. Pa še mogoče ena stvar, ki je zanimiva tukaj, se mi zdi, da tudi nekatere druge direktive naslavljajo to področje, recimo direktiva o trajnostnosti, in nekatera slovenska podjetja so tudi že poročala po tej direktivi, kar je zanimivo, da tudi na evropski ravni te zadeve niso najbolj usklajene. In tudi iz tega prihaja kar veliko pomislekov, razmislekov, kako bi to direktivo mogoče lahko celo izboljšali, da bi prišli do bolj sprejemljivih rezultatov za ene in za druge z manjšimi obremenitvami. Kako pa se bo implementacija direktive razlikovala za organizacije zasebnega in javnega sektorja? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Dejansko v slovenskih razmerah imamo dva dela, kar se tiče same uveljavitve. Imamo organizacije v javnem sektorju in pa organizacije v zasebnem sektorju. In pri organizacijah v zasebnem sektorju, seveda te organizacije imajo škarje in platno nad svojimi sistemi plačnega nagrajevanja, seveda v okviru kolektivnega dogovarjanja in dialoga, ki jih nekako zavezuje, in pa minimalnih plač, ampak drugače imajo pa tukaj relativno proste roke. Na drugi strani, ko pa govorimo o javnem sektorju, pa določena organizacija v javnem sektorju nima nekih prostih rok, kako lahko vrednoti delovna mesta, kako lahko podaja neke ocene, koliko je delo vrednotenje, ker se to dogaja na centralni ravni preko sklepanja celotnega plačnega sistema za javni sektor. Tako da tukaj je kar nekaj težav, kako bi se to potem v praksi uresničevalo. Direktiva recimo nalaga, da takrat, ko pride do presežnih plačnih vrzeli oziroma vrzeli v plačilih, da je treba sprejeti neke aktivnosti. In zdaj tukaj, če nimaš škarij in platna v svojih rokah, kako boš dejansko se tega loteval? Ali pa po drugi strani, če imamo nek enotni plačni model v javnem sektorju, in ena šola izračuna eno stvar kot drugače kot druga šola, so pa v istem sistemu. Tukaj vidim kar nekaj stvari, ki jih bo treba verjetno na centralnem nivoju urediti, če bomo želeli, da se bo v bistvu ta direktiva dobro implementirala, da bo tudi v javnem sektorju dan nek vzor, kako se te stvari lahko streže, ker se moramo tudi tega zavedati, da plačna vrzel v javnem sektorju je dejansko višja, tudi za velikega števila feminiziranih poklicev, in je v bistvu tukaj ta stvar precej bolj zahtevna. Po drugi strani je pa seveda javni sektor že zdaj ima polno plačno preglednost na višji ravni, na ravni posameznika. Naše plače v javnem sektorju so javne. Tako da v bistvu gre tukaj za neko zelo zanimivo situacijo, ko po eni strani imamo že višji standard dosegan, kar se tiče transparentnosti, na drugi strani bo pa težje izpeljati določene vidike in aktivnosti, ki jih pa predvideva Evropska direktiva o preglednosti plačil. Se mi zdi, da je pa bistveno, da se ta stvar uredi, ker le na ta način bo potem tako javni kot zasebni sektor dejansko šel v to implementacijo. Najlepša hvala, profesor Kaše, za ta pogovor. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci. Spremljajte nas še naprej.